Lepo zdrav, Roman tukaj. Evo, Live Good, dan 3. Razširite perspektivo. Razširite perspektivo prvič. Live Good ni še ena MLM firma, ki prodaja, ki ponuja na trgu prehranska dopolnila. Tudi sam sem tako mislil, ker sem jaz to prvič dobil od svoje znanke iz Amerike. Sem videl na naslovnici, ki sem dobil YouTube, posnetek, koliko ste ga vi vsi pogledali. Sem rekel, ena firma, ki prodaja prehranska dopolnila, to mene ne zanima, jaz sem v digitalnem svetu. Tako da, to je že tako en nauk, da poskrbite, da ljudje pogledali video do konca, ker jaz, ki sem ga po enem tednu pogledal, sem padel v nezavest, v narekovajih v nezavest. Zakaj? Zato, ker firma ni še ena firma, ki prodaja prehranska dopolnila, ampak je podjetje, ki bo naredilo shift, ki bo naredilo spremembo v celotni industriji mreženja. Kako to lahko vem? Ja, prvič vem zaradi tega, ker sem celo življenje že v mreženju, affiliate marketingu, 25 let plus in poznam to industrijo do obisti. Ja, bom v naslednjih videih tudi več povedal o tej industriji sami, da malo vidite, kaj se zaveso, kaj pod preprogo. In firma je rešila vse tisto, kjer ima ta industrija izzive. Ne bom zdaj na tem mestu to posebej razlagal, ampak na tem mestu lahko samo to povem, da podjetje dela na tak način, da je mreženje organsko, se pravi, da je nekaj kar naravno, ker v bistvu priporočilni marketing delamo vsi celo življenje. Se pravi, odkar se rodimo, pač se pogovarjamo z ljudmi in govorimo pač o nečem in delamo priporočila in antipriporočila, seveda ravno tako. Se pravi, v podjetju dejansko res so taki produkti po takih cenah, na tak način, da so ljudje to naredijo spontano, organsko, brez tega, da imajo stalno v glav, koliko bojo zaslužili, pa brez tega, da jim je bilo celo neroden, pa ne vejo, kako naj svojim prijateljem to povejo, ki jim je neroden, ker morajo potem upravičevati visoke cene ali pa visoke pristopne stroške ali pa karkoli se je treba potem zgodbe si izmišljati. Se pravi, dejansko res, kot rečeno, firma naredila shift v tej industriji, ker je vse popolnoma na naravni bazi zgrajeno, brez nekega pumpanja, brez hajpanja. In drugič, Live Good ni še ena MLM firma, zato ker ta prehranska dopolnila so samo vstopna točka. Se pravi, v Live Goodu bo v prihodnjih letih na tisoče in tisoče čist drugih produktov. Ben Glinski, lastnik, vedno reče, tudi Amazon je začel s knjigami, mi smo se odločili zaradi timinga, v katerem smo za prehranska dopolnila, v ta model, membership model, pa lahko dodajamo noter karkoli si pač spomnimo in želimo. To je ena stvar. Drugo, razširite si perspektivo drugič. Včeraj smo se pogovarjali o dnevu tu, o gori, ki sem jo dal za primer, kako sem si jaz želel pač priti na Mont Blanc, in tisto, kar je domača naloga vsakogar je, da se vpraša, kaj je njegova gora. Se pravi, kaj je pravzaprav sploh razlog, zakaj ste se vi pridružili, kaj bi pravzaprav sploh želeli s tem podjetjem. Ker, ko enkrat veš zakaj, potem je ta kako zelo, zelo lahko. Se pravi, najpomembnejši aspekt je, zakaj bi sploh to naredil. Pač mogoče ste v penziji, pa rabite, ne vem, dodaten denar. Pa še to je premalo. Meni ljudje rečejo, ki jih vprašam, zakaj pa bi rad to delal, zakaj bi se podločil to delo, je rad bi nekaj dodatno zaslužil. Koliko pa je to dodatno? Kaj pa bi ti denar prinesel? Zakaj pa rabiš dodatni denar? Si, ne vem, bi rad potoval, bi si rad kaj kupil, Se pravi, v bistvu denar je samo eno sredstvo, s katerim si kupujemo neke občutke. Na eni strani si kupujemo varnost, na drugi strani si pa prvošmo nekaj s tem denarjem in imamo zaradi tega pač neke pozitivne občutke. Ali zdaj to potovanje, ali si želimo nek predmet, mogoče ste mladi, pa bi radi omogočili svoji familiji boljši life, mogoče bi si radi kupili hišo za svojo družino, mogoče
To je zelo kar verjetno, gledate ta posnetek, pa ste v službi, pa vam gre na živce ta služba, razmišljate, kako bi stopili ven iz te dirke od 8 do 4 popoldne vsak dan z ljudmi in z šefi, ki jih v bistvu sploh ne marate, ker statistiko v Sloveniji prav, da 80% ljudi v bistvu sploh ne mara v življenju početi to, kar počne. Tako da jaz v službi že dolgo časa nisem. Moj zakaj, moja gora v mreženju, pač jih je več njih, no. Eno bom povedal danes, ostale boste zvedeli s časoma, v drugih materialih. Jaz sem si vedno želel delati v podjetju, kjer bi lahko pomagal ljudem, da bi zaslužili denar. Ne, se pravi, da bi veliko ljudi zaslužili soliden denar. In v tem podjetju sem končno to našel, ne. Zato, ker vsekakor želim za sabo pustiti eno sled. Budisti bi temu rekli, želim posaditi svoje drevo, ne, ker jaz sem že celo življenje v mreženju, začel življenje razmišljam o tem, ali pa iščem tako priložnost, da bi dejansko res lahko pomagal povprečnim ljudem, se pravi, ne nekim velikim liderjem, ki lahko so uspešni, kamorkoli že pač grejo, ki so, ne vem, karizmatični in imajo, ne vem, so attraction zelo. Mene zanimajo mali povprečni ljudje. Mene zanima, ko se čez leto, dve srečamo na cesti, da mi rečete, Roman, sem ti ful hvaležen za to informacijo, mi je spremenila življenje, mi je pomagalo to, da sem izboljšal kvaliteto svojega življenja, mi pomaga, da sem, ne vem, pustil službo, pa zdaj delam od doma ali pa s plaže ali pa s kjerkoli, ne. Vsekakor ne želim več delati s podjetji, kjer morajo ljudje investirati velike vsote denarja in potem, ko se srečamo na cesti, namesto da bi me pozdravili, pa se mi zahvalili, pa me povabili na pico ali pa na kavo, se moramo skrivati drug pred drugim, ne, moram iti na drugo stran ceste, če ne želim, da me ta oseba spet vpraša, ti, kaj z onimi mojimi 5 juri, ki sem jih investiral, tja pa tja. Se pravi, to je moja gora. Želim si pač ljudem pomagati, da si izboljšajo svojo kvaliteto življenja, karkoli že to za njih predstavlja. Je pa seveda na nas, da se seveda vprašamo, ta bigger picture, ne, se pravi ta, da ima ta vaš zakaj, je ključnega pomena, ne, ker enkrat, ko imaš to večjo sliko, potem greš z lahkoto čez dnevne izzive, ne, potem z lahkoto, z nasmeškom greš čez to, da, ne vem, te vas nekdo užali, imate to čustveno stabilnost, ker veste, kam greste, ker veste, ker imate pred očmi tisto sliko, kaj želite doseči in vas noben več ne more iz tira vreči, ne, vaša sestra s kakšno nesramno pripombo, ne, slab teden, ko pride, ker za vse nas pride, ne vem, pridejo dobri dnevi in pridejo slabi dnevi, kot smo se pogovarjali že v dnevu tu. Se pravi, pogovarjate se s sabo, kaj pravzaprav želite in kaj je tisti vaš zakaj. Ko boste enkrat imeli, je ta kako zelo enostaven, zelo, zelo enostaven. Tretjič, razširite perspektivo, always play big, rečejo Američani, ne, vedno igrajte na veliko. Tukaj vam bom zdaj pokazal leaderboard, trenutni, iz Live Goodu. Sprav, razmišljajte na veliko. Zakaj bi razmišljali o tem, da bi zaslužili 50 evrov na teden, ali pa 100 ali pa 200? Ne, razmišljajte, da prijete na leaderboard lestvico. Ne, trenutno je v podjetju 100,000 ljudi in tle je 100 prvih, ob tem, da je kriterij za to, da si na leaderboardu, koliko ljudi si osebno sponzoriral, in vidite, da je vstopna točka trenutno pri 40 ljudeh. Se pravi, če danes v firmi 100,000 ljudi in prijete na ta leaderboard, ste praktično med 0,1%. Ne? In jaz bom danes posnel, screenshot bom naredil tega leaderboarda in si upam trditi, da do pomladi naslednjega leta, se pravi april, maj drugo leto, bo 70% vseh teh ljudi, ki jih tukaj vidite na leaderboardu, bojo diamanti, to je life changing money, se pravi, to govorimo o 30,000 evrov plus pa naprej. Nekako lahko tako suvereno to trdim, jaz spet na podlagi mojih izkušenj in ker dobro poznam marketing plan. In zakaj pa nisem rekel, da jo vsi diamanti, jaz preprostega razloga, ker
Zato, da priješ do tega kariernega nivoja, ni potrebno samo, ne vem, skočiti, ampak je potrebno imeti večjo sliko, se pravi, potrebno vztrajati vseh teh 12 mesecev. Se pravi, vem, da nekih 20-30% ljudi z te leaderboard lestvice pač ne bo vztrajalo dovolj dolgo časa pri gradnji svojega posla. Moj cilj za naslednjih 30-40 dni seveda je, da pridem na to lestvico, na leaderboard v Sloveniji. Ta trenutek je v strukturi vsaj eden, za katerega vem, da bo tudi do poletja to naredil. To je Luka. Če ste v njegovi strukturi, če poslušate ta video, ste v njegovi strukturi, pokonektite se, ne bili z njim, naredite si plan, naredite si 90-dnevni run, zavežite se za 100 dni do poletja, da podpremo drug drugega, da delamo skupaj kot tim. Imejte pred očmi, tako je plima, se vse ladje v pristanišču vzdignejo. Se pravi, delamo skupaj kot tim in potem ne vidim razloga, zakaj drugo leto naj bilo na tej lestvici vsaj 3-4 Slovenci, kar bi bilo seveda krasen uspeh. In po drugi strani, glede na to, koliko vem, koliko so Slovenci pridni in zagnani in koliko ljudi je v bistvu že poskušali tudi za mreženjem v Sloveniji, pa niso imeli uspeha, ki so ga želeli, se pravi, ker bodo tukaj videli dejansko res, zakaj gre in da dejansko res lahko imajo uspeh mali ljudje, se nam bojo pridružili slej ko prej. To trilogijo, te tridnevno trilogijo sem seveda posnel prvi dan, drugi dan, tretji dan s ciljem, da se to naredi čim prej, se pravi optimalno v 3 dneh. Zdaj, če ste zelo flegmatični, to verjetno boste naredili v 3 dneh, mogoče v 2 tednih, če ste zelo kolerični, to mogoče v 1 dnevu naredil. Predvsem je važen, da se vzdržuje ta entuziazem, ki ga imamo, takrat, ko se pridružimo. Se pravi, največji ubijalec entuziazma ali pa dreama je overthinking, ker začnejo naši možgani delati, ker možgani kaj pravzaprav počnejo? Iščejo, kaj bi se vse lahko zgodilo, kaj pa če to, kaj pa če se pravi, entuziazem je že sam po sebi ful močno orodje, ki ga izkoristite, zato naredite stvari hitro. Predstavljajte si, da je to, ko ste se pridružili, da je kot ljubezen, kot zaljubljenost. Se spomnite, ko ste bili nazadnje zaljubljeni, ali pa če ste ta trenutek toliko boljši, se pravi, takrat, ko smo zaljubljeni, razmišljamo izključno za srcem, se pravi, naš razum, naš overthinking je naša okolica. Naši starši nam rečejo, ti je ta punca, s kakšne družine pa je, ti, katero šolo je pa hodila, in vi debel gledate, rečete, pa kaj ima pa to veze, jaz sem zaljubljen. Se pravi, čim dlje poskušati obdržati to emocijo zaljubljenosti in tako na tak način lahko zelo hitro in zelo dobro štartate in samo enkrat je prvič. Se pravi, če prve korake naredite prav, in boste potem tudi učili, duplicirali naprej prav in ste lahko na leaderboardu, vi se odločite, zelo, zelo hitro. Toliko za danes, peace, želim vam vse dobro in keep in touch. Še to, če niste prijavljeni na moj YouTube kanal, seveda tudi spod se prijavite, polajkite prosim, da podprete ta kanal in se naročite na bodoče vsebine. Čau, uspešen dan želim.